Hvala lepa za lep uvod, tako da nekaj je že kolega si že kar povedal, ne. Danes bo moja naloga, da vam predstavim Kobi 4, to je nova generacija lokalnih aplikacij. Mislim, da vas kar zanima, kako to izgleda. Verjetno se kdo vpraša že, drugi komaj sedaj. Res je, da je minilo šele par let, kar smo pravzaprav zaključili z delom v Kobi 2. Mislim, da smo se vsi lepo navadili na delo v Kobi 3, ampak kot veste, čas gre naprej, razvoj se zelo hitro dogaja, sploh na področju programske opreme. V zadnjem času smo seveda bili priča poplavi spletnih aplikacij in temu trendu, ne da mi sledimo, ta del tega trenda smo tudi mi. Tako da smo že, ko smo zaključevali z uvajanjem Kobi 3, bili z mislimi pri tem, da seveda Kobi 3 sledi Kobi 4. Kaj vam bom predstavila danes? Najprej nekaj izhodišč glede priprave Kobi 4, potem nekaj res par besed glede prednosti spletnih aplikacij, nato pa vam bom Kobi 4 predstavila, najprej vmesni Kobi 4, potem nekaj o iskalniku, o urejevalniku, na kratko vam bom predstavila tudi novo okno, gradivo domače knjižnice, tisti, ki delate izposojega, pravzaprav cel dan gledate in uporabljate. Na koncu pa še orodje za izvoz podatkov, da boste pa dobili pravi občutek, kako izgleda delati v Kobi 4. Bom na koncu zavrtela še 3 filmčke, pa jih malo pokomentirala, da vidite, kako izgleda to v praksi. Še mogoče to je res prototipna verzija, vsak dan še intenzivno delamo, tako da jo veselo nadgrajujemo in spreminjamo in nekje tam, ko bo prišla do vas, bo verjetno mičkeno spremenjena, glede na to, kaj boste videli danes. Zdaj, kaj so bila glavna izhodišča pri pripravi Kobi 4? Seveda je bilo osnovno izhodišče, da so funkcionalnosti takšne, kot jih uporabljamo v Kobi 3. Mogoče ne bo način povsem enak, ker je bil cilj priprave Kobi 4 tudi ta, da kar se le da izboljšamo uporabniško izkušnjo. Potem je tudi podatkovna baza takšna, kot jo uporabljamo v Kobi 3. Prednost tega bo, da bo v nekem prehodnem obdobju omogočeno oziroma mogoče hkratno delo tako v Kobi 3 kot v Kobi 4. Kot je že bilo v najavi napovedano, Kobi 4 bo spletna aplikacija, kar pomeni, da jo bo možno uporabljati oziroma do nje dostopati v spletnem brskalniku in pa možno bo jo uporabljati na mobilnih napravah, ker je pripravljena kot odzivna spletna aplikacija. Posebnost oziroma malo drugače pa le zasnovan Kobi 4 in sicer v tem smislu, da Kobi 4 katalogizacija sedaj je ločena aplikacija, kolegica Nevenka vam jo bo predstavila malo kasneje. Kot že pa rečeno, glavni cilj je seveda, da je ta aplikacija prijazna za uporabo. Kot že rečeno, torej Kobi 4 bo spletna aplikacija, to prinese kar nekaj prednosti tako za nas, ki razvijamo aplikacijo, predvsem pa mora prinesti kar nekaj prednosti za vas kot uporabnike te aplikacije. In sicer boste do aplikacije dostopali preko spletnega brskalnika, v mislih imam te sodobne spletne brskalnike, kot so Chrome, Mozilla, Safari, pač zadnje verzije seveda. To tudi pomeni, da posebna inštalacija na lokalnih delovnih postajah ne bo potrebna, ker je spletna aplikacija odzivna, jo bo možno uporabljati na različnih napravah, mobilnih napravah, torej dostop bo možen od kadarkoli, od kjerkoli. Zdaj ne vem, če je to nujno plus ali minus, ampak recimo, da je bolj plus kot minus. Za vse nas, ki razvijamo, seveda tudi olajša nam razvoj, zato ker nismo več vezani na razne operacijske sisteme, ki jih pač naši uporabniki uporabljajo, prav tako nismo vezani na te minimalne zmogljivosti delovnih postaj. Vse skupaj pod črto pa so tamle, ko je malo temnejše modro, pomeni, da bodo imeli vsi hkrati enako verzijo in nadejamo se, da bo za vse skupaj to pomenilo nižje stroške dela in razvoja. Zdaj, vedeli smo torej, kako mora Kobi 4 delovati, kje bo deloval torej vmesniku, ampak kaj je bila glavni izziv? Pravzaprav bilo je se odločiti, kako pa naj izgleda Kobi 4, torej uporabniški vmesnik, v bistvu tisti vmesnik, ki uporabnika pripelje do uporabe programske opreme. Zdaj seveda je tako, da toliko ljudi, kot bi delalo to, toliko ljudi bi pač pripravljalo različne vmesnike. Torej mi smo se tega tudi lotili v več fazah.
Tu je zdaj nekaj slikic tega, kako smo si mi zamislili, torej več sodelavcev nas je pri tem sodelovali, malo smo risali, pisali, uporabljali razna orodja. Vidite, da je nekaj stičnih točk, nekaj je tudi razlik, ampak kaj je bilo na koncu treba? Na koncu se je bilo treba pač pretehtati pluse in minuse vseh teh naših idej in potem pripraviti seveda neko rešitev, ki bo recimo vam, uporabnikom, jo z veseljem uporabljati. Tako da smo staknili glave, predebatirali večkrat, kaj seveda, in to je bil recimo naš prvi izdelek oktobra 2021, to je prototipna verzija Kobi 4, ki že malo vam da okus, kako pa izgleda današnja verzija Kobi 4. Kot že rečeno, je ena izmed pomembnejših ciljev, ki smo jo zasledovali pri pripravi Kobi 4 ta, da bi bila uporabniška izkušnja kar se da pozitivna. Zato smo se odločili, da bomo nekatera okna pripravili na novo. Eno izmed teh oken je recimo gradivo domače knjižnice, torej tisti, ki delate v izposoji, ga prav dobro poznate, ker pravzaprav to osnovno okno, ki ga uporabljate bolj ali manj tekom celega delavnika. Tudi tu smo se lotili podobno, najprej smo ideje malo skupaj zbrali, razmišljali, pisali, risali. Tu je recimo na vaši levi strani izgleda, kakšna bila ideja na delovni postaji, desno pa na mobilni napravi. To je bil tak za okus, no. Zdaj pa vas verjetno zanima, kako izgleda Kobi 4. Ja, to je zdaj naš izdelek Kobi 4, spletna aplikacija je. Zdaj sem pa malo pokazala s tem, kako se reče, pointerjem, menda ne. Torej na vrhu je fajn, da vemo, v katero bazo smo prijavljeni, ampak če pogledamo v osnovi, je okno precej drugačno, tudi čisto drugače izgleda kot Kobi 3, ampak nekatere stvari smo pa postavili na novo, oziroma jih drugače zasnovali. Torej v tej zgornji vrstici, poleg da piše, da gre za Kobi 4, imamo kar nekaj gumbkov, ki omogočajo vpogled v zgodovino, dostop do priljubljenih, vemo, kdo je prijavljen, možno bo menjavati vsaj za enkrat barvno shemo in tam gori bomo imeli pač te notification, torej obvestila, sporočila in pa dostop do okna za obdelavo rezervacij. Na levi strani imamo zlistane segmente Kobi 3, to jih že poznate. Vključili smo tudi grafično oznako za posamezni segment, ki vizualizira, kaj se v posameznem segmentu dogaja. Kot poseben segment je tukaj zdaj tudi nanizan enakovredno Kobi 3 izpisi. In pa tisti pozorni, ki ste gledali, ste verjetno videli, da ni več upravljanja aplikacij. Mi smo upravljanje aplikacij združili v segment, ki ga imenujemo nastavitve in administracija. Tule gore se spomnite, bilo v Kobi 3 so bili meniji, tukaj jih ni, tako da smo tudi nastavitve, tisto, kar je bilo pod menije, sistem skrili oziroma postavili v tale segment Settings and Administration. Velika razlika tudi do tega, kako boste dostopali do posameznih razredov, brskalnikov, iskalnikov in tako dalje. Torej, tu imamo zdaj odprti segment zaloga in sicer imamo na delovnem področju zlistane vse razrede tega segmenta in pa vse razredne metode. To je tisto, kar ste mogli prej v Kobi 3 z desnim klikom odpirati. Verjetno vas zanima, kako boste dostopali do funkcionalnosti. Torej, še tole, razrede smo skupaj z metodami, ki so možne v posameznem razredu, smo jih združili v take vsebinske sklope, kvadratke, ki smo zaenkrat oštevilčili. Malo še bomo opremili s kakim malo lepše, ne. Ampak kako boste iskali, torej, če boste kliknili na gumb oziroma na ime razreda, se bo odprl iskalnik, združen iskalnik tako po ključnih besedah, kot tudi po ostalih možnostih. Dodajanje novega objekta omogoča tale gumbek plus in pa tiskanje, pošiljanje izpisov pa omogoča tale ikonica tiskalnik. Zdaj mogoče kaj ni dostopno zaradi pooblastila ali pa kakih nastavitev in tukaj se bo odprla tale oziroma zaprla ključavnica. To je bilo torej vhodno okno. To je iskalnik Kobi 4. Zdaj verjetno, če bi vam ga takole dala, jaz mislim, da ne bi bilo nekih težav sprožiti iskanje. Na prvi pogled je precej podoben iskalniku v Kobi 3, ima vse te funkcionalnosti, ki jih že Kobi 3 iskalnik omogoča, torej naslednjih 10, 20, išči vse, zadnje iskanje in tako dalje. Kaj je novega, je to, da je dejansko iskanje po ključnih besedah združeno z iskanjem po ostalih možnosti, prav tako je kot polje vključeno limitiranje. Lahko seveda poljubno število teh polj nanizamo, tako da jih dodajamo s klikom na gumb plus
izberemo razred in pa izberemo podatek, po katerem želimo v tem razredu iskati. Tukaj vidimo, koliko je zadetkov, ampak mogoče nekaj, kar vam je sedaj padlo v oči. Torej, tukaj je možno, oziroma sprememba največja pravzaprav je ta, da lahko že na osnovi tega, kaj imate v iskalniku, označite in izvedete potem metode. To so te metode, ki so bile tako imenovane objektne metode, do katerih ste dostopali do zdaj, tako da ste, ko bi ste objekt naložili na delovno področje, desni klik in pa izbrali metodo. Zdaj ena prednost, recimo ena hitra varianta, tudi to, da dvokliknete na izbran zadetek in se odpre urevalnik podatkov. Tole je urevalnik podatkov, editor, po domače povedano, torej to gre za polje 996997. Že na prvi pogled vidite, da je pravzaprav ta urevalnik bolj podoben tem spletnim formam, kot smo jih vajeni pri recimo vsakodnevnem delu. Podatki so malo bolj razmaknjeni, še vedno so v zavihkih. Ime podatka je nad vnosnim poljem, podatki, ki so obvezni, so opremljeni z zvezdico, recimo datume bomo vnašali iz tegale priročnega koledarja. Če hočemo kaj editirati, imamo tule en svinčniček. Te metode pa tako poznate, torej mislim, da bi kar hitro lahko začeli delati v Cobis-3 v tem urevalniku. Zdaj olajšali smo recimo delo tudi na tak način, da smo vključili avtokomplet oziroma samo dokončanje, to gre za vnos podatkov, ki so šifrirani, tako da je avtodokončanje oziroma avtokomplet vključen tako na kodo, kot tudi na razrešitev kode. Kot že rečeno, Cobis-4 bo odzivna aplikacija, to pomeni, da jo bo možno enakovredno uporabljati tudi na mobilnih napravah. Tule vidite, kako izgleda tole predhodno okno na tablici in pa kako izgleda na telefonu. Kot že rečeno, smo se odločili kar nekaj oken postaviti povsem na novo. Eno izmed teh oken je okno gradivo domače knjižnice. Verjetno najprej opazite, da je to okno razdeljeno dva dela, torej na levi strani so podatki o evidentiranem gradivu, na desni strani pa o podatki o članu. Zdaj, kaj tukaj vizualno najprej opazite, je, da je dejansko prikaz gradiva spremenjen, da je prikazana naslovnica za gradivo tam, kjer seveda obstaja. Potem podatki o gradivu in o evidenci gradiva so zdaj malo drugače strukturirani, so še vedno vsi, pa še kaj smo dodali. Naslov gradiva je oblikovan v obliki linka. Če kliknete na link, vas povede na Cobis Plus, tako da lahko tam pogledate pač bibliografski zapis ali pa še kaj drugega. Uporabili smo tudi nekaj grafičnih oznak. Zdaj, kar je največja sprememba, in to tudi je bila želja oziroma predlog knjižničarjev, ste si že dolgo želeli, da bi bilo evidentirano gradivo malo bolj pospravljeno, da tako rečem. In sicer je sedaj pospravljeno, da tako rečem, po zavihkih, in sicer glede na status, tako da imamo po posameznih zavihkih izbrano izposojeno gradivo, rezervirano, evidentirano v čitalnici. Tule vidite, da imamo tudi dodan zavihek za vrnjeno gradivo, to ste prej dostopali preko povezav. Potem smo dodali zavihek za spletne vire, omogočen bo samo vpogled, in pa zavihek za inventar, to je bilo pa doslej oziroma je v Cobis-3 posebno okno. Tudi tukaj ena novost, da lahko filtrirate v bistvu podatke na to, ali je bil izvod gradiva evidentiran danes ali pa gre za vse evidentirano gradivo. Metode boste lahko izvajali, tiste, ki ste prej mogli v Cobis-3 klikati na določene dele okna gradivo domače knjižnice, boste sedaj izvajali tako, da boste izbrali zadetek in pa potem izvedli ene izmed teh metod. Zdaj pa še nekaj glede podatkov o članu. Torej tukaj imate bolj ali manj zlistane podatke, vsaj bistveno o članu in lahko na hitro dostopate do urevalnika podatkov o članu. Marsikatero funkcijo pa oziroma možnost, metodo smo pa približali, tako da lahko iz tega okna tudi spremenite podatko, sliko na gumb, spremenite recimo vpisno številko, lahko člana iz baze brišete, vse kontrole so takšne, kot so doslej v veljavi v Cobis-3. Potem lahko dostopate to, kar je bilo možno prej na delovnem področju, recimo hitro kliknete na gumb transakcije, pogledate transakcije, seveda, če imate pooblastilo, pogledate opomine in tako dalje. Verjetno vas zanima, kako pa se bo postopek izposoje vršil, ne? To smo od spodaj predstavili na vrh. In sicer je glede na zavihke, se vam bo tukaj iz spustnega seznama privzeto prikazal pač akcija, ki je najbolj pogosta. Recimo na zavihku izposojena je to metoda izposodi vrni.
Program smo tudi nagradili, sicer tako, da bo vedel, če je izvod že evidentiran in ga hočemo izposoditi, potem ga bo razložil, oziroma obratno, če izvod gradiva še ni evidentiral, ga bo pač izposodil in potem po enaki logiki tudi na ostalih zavihkih. Zdaj, še par besed na kratko glede izvoza podatkov. Tudi izvoz podatkov smo prenovili, da tako rečem, in sicer je tukaj vključeno izbirno okno, to vam verjetno iz kakega spletnega okna znano ali pa od kod drugod. Torej na levi strani imamo neizbrane podatke, izberemo razred, atribute, jih poklikamo, označimo in z gumbo Add oziroma Dodaj dodamo na desno stran, potem pa z ostalimi metodami, ki so tukaj nalistane oziroma prikazane, delamo tako, kot že sedaj delate v COBISS-3. Sedaj pa še kratka prezentacija 3 zadev oziroma 3 možnosti dela v COBISS-4. Najprej vam bom pokazala, kako deluje iskalnik v COBISS-4. Torej, kot že rečeno, iskalnik sprožimo tako, da kliknemo na ime polja in sicer bomo iskali tukaj po podatkih o zalogi. Takole, torej kliknemo na podatek o zalogi in tu vidite na vrhu vpišemo inventarno številko, to je to iskanje po ključu, potrdimo, dobimo zadetek. Seveda lahko to razširimo ali zožamo, pač odvisno, kakšne so naše potrebe. Premikamo se spet lahko levo, desno, oziroma naprej, nazaj po vseh zadetkih. Lahko pokažemo oziroma pregledamo posamezni podatek, to je tudi funkcionalnost, ki sedaj poznate v iskalniku. Novo iskanje lahko tukaj sprožimo. Tukaj vidite, kako bomo oblikovali novo iskalno zahtevo, torej iskali bomo po razredu polje 996-997, datum inventarizacije, iz tega novega možnosti, data pickerja bomo izbrali datum, dodamo novi razred, bibliografski zapis, izberemo polje, po katerem želimo iskati in pa vpišemo iskalno zahtevo. Tule si še bomo malo pomagali s pregledom pojmov, tudi to smo vključili v COBISS-4. Potrdimo in še malo bomo omejevali, in sicer bomo vključili omejevanje, da bomo dobili le podatke o monografskih publikacijah. Torej dobimo 7 zadetkov. Zdaj pa to, kar je mogoče res novo, iz iskalnika bomo lahko že prožili metode, torej smo izbrali izvod, metodo za izposojo z gumbom in sedaj bomo vpisali pač neko poljubno besedilo s smiselno opombo izvodu in pa jo nato shranili. Torej tukaj vidite, da je dejansko iskalnik na nek način nadomešča delovno področje. Potem lahko recimo še izvedemo metodo za razmnoževanje. Kaj vam želim tukaj pokazati, da so metode ostale pravzaprav na tak način, kot jih poznamo v COBISS-3, vmesnik je pač drugačen, enake kontrole so. Vidite, da očitno nisem cene vpisala, torej to je recimo nek taki kratki prikaz, preprosti prikaz dela v urejevalniku polja 996-997. Naslednja stvar je urejevalnik, tudi prikaz dela, torej tule smo na delovnem področju. Pa poglejmo, kaj bo se tu zgodilo, torej označimo zadetek in pa kliknemo na možnost dodaj polje 996-997. Torej tukaj so podatki organizirani po zavihki, po kateri se lahko premikamo. Tule boste videli, kako je sedaj omogočen vnos, torej z avtokompleto oziroma samo dokončanje po razrešitvi kode. Tule pa samo dokončanje po sami kodi. Tako, zdaj seveda polja oziroma naši urejevalniki veste, da imajo nekateri kar precej podatkov, zato moramo uporabljati drsnik. Metoda za določitev te številke, inventarne številke pa je enaka, kot je že v COBISS-3, torej izberemo števec in določimo. Tu vidim, da že sem prehitela, podatke lahko enako brišem, izbiram, popravljam. Kontrole so torej enake, kot jih poznamo že sedaj. Če želimo iti editirati, kliknemo na svinčnik in potem tule pri nabavnih podatkih bomo odprli okno za vnos cene, pišemo ceno tako, kot jo poznamo, torej pravila dela se niso nič spremenila in pa verjetno tisti, ki poznate zalogo, veste, da moram določiti še način nabave, če hočem vse to shraniti. Lahko bi še izpisala nalepke, zdaj tukaj tega nimam in to je en taki kratki prikaz tega, kako se dela v urejevalniku. Sedaj pa še
gradivo domače knjižnice, da vidite, kako lahko izposodimo gradivo oziroma ga rezerviramo. Torej izbrali smo člana. Tukaj lahko vidimo, da ima kar nekaj evidentiranega gradiva, ampak danes očitno še nič. Izberemo možno vse in vidimo pač, kaj ima evidentirano. Po ostalih zavihkih bi se lahko premikali s klikom in bi pogledali tudi, kaj je evidentirano z drugimi statusi. Tako, zdaj, če nas zanima, oziroma imamo potrebo popraviti podatke, recimo tule bom vnesla podatek o državljanstvu, tudi tukaj je vključen, tako kot ostalih urejevalniki, ta možnost samodokončanja, podatke ažuriram in shranim. Lahko bi še uredila kaj drugega, tule pa mislim, da bom še pokazala, kako kliknete na gumb opomini in lahko na hitro pogledam opomine. Torej res na dosegu roke. Sedaj pa kako rezerviramo gradivo. Torej vpišemo inventarno številko, ker smo na zavihku rezervirani. Se nam je izvod rezerviral s statusom O, to vidite tukaj. Sedaj bomo pa ta izvod izposodili, torej samo preberemo inventarno številko, potrdimo in izvod se evidentira. Lepo je, ker imamo naslovnico, tule pa vidimo, da je očitno neka opomba vpisana, ker je pač ta grafična oznaka za opombo. S klikom na tiskalnik pa bi lahko še natisnili zadolžnico. Ja, to je pravzaprav ta res kratka predstavitev COBISS-4. Verjetno vas zanima, kdaj boste lahko začeli. Upam, da sem vam zbudila željo potem, oziroma vsaj zanimanje. Zdaj načrtujemo prototipno, da bomo namestili to nekje konec leta, v začetku naslednjega leta, da boste lahko na nekje testnih okolji malo sprobali. Naslednji korak je pa seveda, mi še to intenzivno razvijamo, ko bomo tako daleč, računamo nekje v pomladnih mesecih, da boste lahko dobili na razpolago, verjetno po vsaj nekem uvodnem izobraževanju, tako da se malo seznanite v tem vmesniku. Nato bo sledilo hkratno delo v COBISS-3 in COBISS-4, potem pa seveda COBISS-3 opustimo in vam ostane za delo samo še COBISS-4. Tako da upam, da vam je všeč vmesnik, trudimo se po najboljših močeh. Zdaj pa če kako vprašanje, pa seveda kar veselo na plan. Nimam več časa.